Dragi prijatelji, prav lepo pozdravljeni iz nadžupnije Vuzenice oziroma od podružnice cerkve oziroma Device Marije, kjer je bil tudi nadžupnik, tudi blaženi škof Martin Slomšek. To je pravzaprav dovolj zgoren razlog, da ostanete v družbi naše televizije. Pozdravljam vse gledalce, ki nas spremljajo po celotni Sloveniji, predvsem pa tiste, ki nas spremljajo preko svetovnega spleta, vse bolne in postarele. Lepo pa pozdravljam tukajšnjega nadžupnika Ernesteja, Bog daj in lepo pozdravljeni. In tudi jaz se pridružujem temu pozdravu. Zdaj vas bo spremljal malo jesenski veter, pa šumenje kakšnega avtomobila, ki ga kamera dobro zazna. Tu smo pa na hribčku, kjer je Devica Marija na kamnu. Hribček, ki je odbil Dravo na sever in je to prostor katedrale pod lipami, katedrale na prostem, kjer se zbiramo ob veliki Gospođici v Marijinih praznikih. Blaženi Anton Martin Slomšek je tukaj ogromno storil za to, da so se Romanja poživila, zato smo izbrali za začetek to mesto. Najprej se moram morda res še malo predstaviti, je bila prošla, da povem kaj o sebi. Ja, pri Devici Mariji sem bil tudi krščen, ampak ne tukaj, ampak na jezeru, na Prevaljah, kjer sem bil rojen v Črni, ampak Prevaljčan, in sem rastel tako v kmečko-delavski družini, ob dobrem duhovniku Mateju Močivniku, ob kaplanih, ki so nas kot ministrante zbirali. Tako se je tudi začelo. To, da je Bog trkal, pa sem mislil vse sorte drugo, na koncu sem pristal v Malem Semenišču in v Mariborskem, najprej v Ljubljani 3 leta bogoslovil, potem po Mariboru. In tako po prvi kaplanski službi duhovnega pomočnika pravzaprav v Dravogradu sem bil 7 let v Slovenj Gradcu, pa v Šmartnem pri Slovenj Gradcu za obe farje en čas. Zdaj sem pa v Vuzenici že od 81. leta. Toliko v predstavitev. Tu na tem skalnem hribčku Device Marije na kamnu se Marija spogleduje Sveto Marijeto na Muti, spodaj niže s častitljivo rotundo Janeza Krstnika in vabi tudi vse romarje iz Dravske, Mislinjske, Mežiške doline in še od drugod, tudi z avstrijske strani, nekateri tudi nemško govoreči, radi prihajajo sem, da obiščejo to Božjo pot. Slomšek je ob tej priliki napisal krasno pesem, kakšno kitico znam na pamet iz kronike, in sicer Tavženkrat bodi rečena Marija Kamenska, za otrošci nam izbrana od smirenega Jezusa. Na tem hribcu ti stanuješ svoje gnade, nam deliš, svojim plajščem nas pokrivaš, k štrajfem ga nazaj držiš in tako dalje. To je Slomškova pesem. Zelo lepa, ja. Na hribček je katedrala na prostem, zato so že okrog 1600 prigradili to kapelo, ki je kot prezbiterij katedrale na prostem. Tak mini oltarček, pa ogromno prostora za ljudi. Cerkev je zelo stara. Verjetno bi našli še kakšne rimske ostaline, ker griček je tako zanimiv skalnat griček nad Dravo.
tudi arheološko zaščiteno področje, ampak ta sedanja stavba, ki pa kaže starost iz 13. stoletja, oziroma 14. gotovo, ravno leseno stropana, prezbiter je tudi zelo star in ima noter freske, ki so sicer zelo slabe, ampak kažejo na veliko starost, na 14. stoletje. Tega v Sloveniji ni prav veliko. Zadnja obnova od leta 1992 do 2000 je bila eno veliko delo, ki je popolnoma spremenilo obličje te notranjščine, pa tudi zunanjščine v marsičem, z veliko dobre volje domačinov, ki so prav prosili, dajmo, naredimo nekaj za našo devico Marijo na kamnu. Tako je zdaj dobila to podobo, da so te freske odkrite, nekoliko osvežene, vse pa v koščkih, nekatere povedo zelo, zelo veliko. Med drugim na hrbtni steni zadaj, na zadnji steni je z izjemo okna, ki je bilo pozneje pribito, pa je zdaj zazidano, krasna freska, kako nas cerkev rešuje. Marija je tudi podoba cerkve, lik cerkve, levo Peter, ko ga Jezus rešuje iz vode v viharju, ker ni veroval, in desno vidimo brodolomske polomljene ladje, ki jih brodolomce, ki plavajo, rešuje velika ladja, žal jo je poškodba zaradi okna poškodovala, ampak vidimo velikansko močno ladjo, ki rešuje. Cerkev Jezus rešuje, samo Jezus nas rešuje. Jezus, to živi Jezus, ki tudi zdaj deluje, med nami živi. To hoče povedati ta slika. Sedanji tlak je nastal skoraj sočasno z stolpom in gotskim obokanjem glavne ladje. Ko smo ga odkrili, je bilo malo nasprotovanje peščenjak, vse je hribovito sem in tja, ampak poglejte, po tem tlaku toliko stopal, toliko kolen, toliko jih je tukaj molilo, zdaj priča o tej veri. Prav tako centralna podoba v oltarju, čudovitem zlatem oltarju, ampak podoba Jožefa in Marije iz jaslic, Jezus je bil žal ukraden, je iz začetka 16. stoletja, prav ta leta ima 500 let, po mnenju par let diference, medtem ko je zlati oltar pa iz 1666, naročnik Jakob Križaj. Ta zlati oltar, ki je zdaj obnovljen in prav blešči v tem zlatu nasproti črnemu. Pozneje se je pa spet jožefinska reforma je hotela ukiniti cerkev, so že ukazali, ampak domačini so se zavzeli, ne, mi jo hočemo ohraniti, bomo sami vzdrževali. In Slomšek je potem zelo, zelo pospešil romanje. Blaženi Slomšek je zelo pospeševal romanje tukaj, njegovo pesem smo že malo citirali, kako Štajfen ga nazaj drži. In tudi to sliko Marije pomočnice po Kranahovem vzoru je naročil on. In če v Bohoričici piše, pod tvojo pomoč prebežimo, o sveta Božja porodnica, pod tvoje varstvo prebežimo, zdaj molimo, ne? Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti in smo na obisku v nadžupniji Vuzenica, župnija posvečena svetemu Miklavžu, in želimo še naprej lep in dober sprejem. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, sedaj bomo gospoda nadžupnika Ernesta vprašali, kako pravzaprav, če nam na kratko za naše gledalce oddaje Pot poti, predstavi nadžupnijo Vuzenica, morda kje leži, kako priti na kratko ris. Najkrajše rečem, da je to severozahodni del Pohorja, nekje med Dravogradom in Radljami, ampak na pohorski strani. Tukaj gre ena dolina noter proti Svetemu Primožu, proti Kremžarjevemu vrhu in veliki in mali kopi, predvsem proti mali kopi, ki jo iz Vuzenice tudi gledamo, od Drave navzgor. Vuzenica je gotovo toliko poznana, geografsko, kaj ne. Je pa to en predel, ki se je v zgodovini, kar se našega cerkvene organizacije tiče, razvil preko Šmartnega. Šmartno pri Slovenj Gradcu je najstarejša točka krščanska v tem našem širšem okolju. In od tam so prihajali najbrž tudi s konji. Tukaj v Vuzenici imamo izpričano prvega duhovnika 1045, po nekih zapiskih, ki jih je imel Slomšek v rokah. Zgodovinarji malo čas dvomijo, ampak vseeno, recimo, da je tako.
Potem je pa obsegal vse od Ribnice, ta pražupnija, ki jo prvič srečamo v 13. stoletju šele, ampak je vse od Ribnice pa do Trbojn in do vrh Pohorja, do Pungarta in Kop. To je obseg te župnije, te pražupnije in nekdanje dekanije Vozenica, šele zdaj desetletje se to skupaj imenuje, nekaj več kot desetletje, dekanija Radlje Vozenica, ker je Radljska bila nekoliko okrajšana zgoraj za Faro Sobote, ki je zdaj v Avstriji, pa je tam 8 župni, pri nas pa 6, skupaj 14, pa še nekatere so takšne, da so bolj majhne, teh večjih spodaj v dekaniji je zdaj, če gremo gor, največ Muta, Radlje, Vozenica, potem pa sledi Vuhred, pa na drugi strani Remšnik, Ribnica, spet na pohorski strani, spodaj pa še Kapla, Ožbolt, med najmanjše, oziroma pri Dravogradu Trbonje še tudi je malo večja, med najmanjše pa sodijo Krnice in Jernej, na naši strani pa Sveti Primož in Anton, to pa je vse pod 300, tudi pod 200 vernikov. Morda besedo, dve, ste tudi dekan. Kakšna naloga je pravzaprav dekana? Dekan je župnik, je duhovnik, ki naj poveže duhovnike, obenem pa je kar dragocena vloga. Cerkev je skupnost. Tudi hierarhija je božje pravna in zagotavlja eno stabilnost, zagotavlja en red, zagotavlja, da se evangeljsko življenje razvija v enem urejenem okolju, kar je nujno, kar vidimo, anarhija je nasprotje vsega dobrega, lahko rečemo, in to nekatere gibanja danes poskušajo tudi anarhično delovati in dejansko so to nasprotje vsega pozitivnega in rušijo eno normalno življenje, ki gotovo ne bo rodilo kaj dobrega v bodočnosti. Dekan je pa tisti, ki ima dolžnost povezovati duhovnike, župnike in povezovati z škofom. Škof običajno pač dekana pokliče, če je kaj takega, in tudi dekan, če je kaj v dekaniji posebnega, pokliče škofa ali pa se pogovori s tistimi duhovniki. To gre predvsem za to, da bi čim bolj skupaj delovali, ker naš Bog je edinost, naš Bog je ljubezen, je edinost. In če mi nismo povezani med seboj, kaj pa smo? To ste zdaj tako lepo povedali, da ni kaj dodati. Vaša župnija je posvečena svetemu Miklavžu. Morda 2-3 besede o tem svetniku, čeprav ga otroci najbolj poznajo po darovih. Ja, snemamo tik pred njegovim godom, ne? In to je tisto, Miklavž je tako znan, pa tudi skomercializiran žal danes, ne? Tudi so ga danes poskušali izenačiti k 3 dobrim možem, ampak samo Miklavž je resničen. Drugi so pa izmišljeni, potegnjeni za lase. Gotovo izvirajo tudi pozitivnosti od teh drugih v Božičku, ne? Ampak zaradi Božička družine, zaradi vrednote pozornosti v družini. Božiček pa ni, je pa izmišljena figura, kakor je Dedek Mraz izmišljena figura iz neke severnjaške tradicije, sicer naj bo, ne? Ampak Miklavž je pa zgodovinska osebnost. Je pa osebnost, ki pooseblja vrednote ponižnosti, ljudomilosti, prijaznosti, dobrote in tako naprej, ki pooseblja, ker je Jezusa poosebljal, tako moramo reči, in je bil zgodovinski škof v mestu Mira v Mali Aziji v 5. stoletju in kot tak zaslužen za to. Morda bi še za naše mlajše gledalce oddaje Poti dodal eno svojo zgodbo, da pravzaprav, ko se sam spomnim Miklavža, da sem pravzaprav dobil, tudi verjetno starejši gledalci se spomnijo, pa tudi verjetno vi, da smo dobili mogoče 2-3 jabolka, kakšen lešnik in tako naprej, pa smo bili tega zelo veseli in verjetno so otroci tega obdobja verjetno navajeni, da je vse samoumevno darovi in obdarovanja. Ja, pričakovanja so v tem potrošniški reklami, pa v tem so velika, saj pa se še nam odraslim zasvetijo oči, ko dobimo toliko lepih reklam, ne? Pa tudi tisto, kar ne potrebujemo, bi imeli. Hvala Bogu, da je ponudba. To, da žal, če bi mi pametno ravnali, bi mogoče bilo manj lačnih na svetu. Druga stvar, ki se mi zdi, je pa to, da je Miklavž tisti, ki nas poziva, da smo tudi mi Miklavži, vsi po vrsti.
Negativno za Miklavža je, če samo pričakujem darila. Zato tudi v pobudi, ki jo imamo tu v župniji preko Caritas, pa tudi občina v tem to podpira, naša občina, da so tudi oni Miklavži za en dobrodelni projekt, recimo tokrat bodo pomagali enemu invalidu tisti dan s svojimi darovi, ko bodo tudi oni dobili tukaj darove za stojn, ker jih sofinancira tudi občina in Caritas. To je čudovito. Morda tudi na kratko, kakšen je pravzaprav te župnije v Vuzenici, čeprav bomo o Martinu tudi nadžupnikov oziroma Blaženo Antonu Martinu Slomšku kar več dejala. Kakšen je pravzaprav biti na eni strani ta utrip? Verjetno je to ena velika odgovornost, na drugi strani pa tudi velika čast biti v takšni župniji. No, čast mi gotovo ne gre. Slomška se ne da ponoviti, kakor se tudi že drugih prednikov, ki so bili, se ne da ponavljati. Kvečemu moram skloniti glavo za marsikaj, pa reči, nisem vreden. Ampak Slomšek je v tej župniji predstavljal en velik zagon. On je bil vizionar, če ga po človeško rečem, ampak je bil poln svetega duha. On je naprej videl. Tu zdaj odkrivamo, recimo, da je že odtod pisal na oblast, da bi smel ustanoviti založbo. Tu se je rodila ideja o Mohorjevi družbi v Vuzenici. Ljudi je hotel dvigniti in ni bil nikakor ne zavarovan samo v ozko cerkveno področje, kot bi danes radi ločili življenje od cerkve. Danes se prav nekateri zavestno trudijo, da bi ločili to. Ampak ločitev cerkve od države ne pomeni to, pomeni kvečemo spoštovanje vsakega in pravo razmerje in pomoč vsakemu. To bi naj pomenilo to ločitev, ki jo danes toliko poudarjajo. Ampak gre za nekaj. On je točno videl, kaj resnično koristi, kaj hoče Bog. Božji darovi so vedno taki. On je bil Božji dar, ki je ljudi naučil brati, pisati. O Blaži Donježici bomo v Slomškovi sobi kaj več povedali. To sploh ni verska knjiga, ampak je knjiga življenja. Je knjiga iz življenja, za življenje, ampak za življenje tako, kot resnično zagovarja prave vrednote, tiste, ki bojo življenje naredile srečno in ki bodo res gradile skupnost, družbo, kjer bodo vsi lahko zadovoljni. To ste zdaj zelo lepo povedali. Morda se vam sve vprašanje malo odpeljal od tistemu pravemu utripu župnije. Kako pravzaprav vam lajki verjetno tudi pomagajo? A kaj smo zdaj tukaj? Torej župnija, ne morem reči, da je najbolj živa, pa tudi najbolj mrtva ne. Veliko je lepega, veliko je dobrega, nekaterih stvari ne zmoremo, tako, ker pač smo v takem okolju, morda manj razvitem. Vprašanje pa, kaj je to razvitost? To bomo tudi dali vprašanje. Župnija kot župnija kar dobro utriple. Tako, sicer so tista upadanja, ki so povsod, tudi tu navzoča, ampak župnijski svet je zelo živahten, malo teže je dobiti ključarje, to pa tudi zaradi preobremenjenosti vseh tistih aktivnih ljudi, ki je zdaj nekako ta trend, da so vsi na delo preobremenjeni, da skoraj nič ni več prostega časa, že več nedelja ni več spoštovanja in tako dalje. Torej, s tem imamo nekaj težav, to je res, ampak na podružnicah ni problem. Tu, kjer je vsako nedeljo skrb, ali pa vsak teden je pa drugače. Je pa zelo dobro dela pevski zbor, popravili in obnovili smo orgle, tako da tudi na tem področju se je kar korak zgodil naprej. Na to mlad popevovodja in organist čudovito. Podobno se dogaja zgoraj na Svetem Primožu, kjer je druga župnija v soupravi, tudi Slomškova točka, ki jo je on obnovil, spostavil ponovno in tam je tudi resnično živo telo. Je oltarna skupnost, kjer se zberemo vsako nedeljo pri maši in pa odličen, prav ne samo običajno, ampak zelo, zelo dober pevski zbor za hribovsko kmečko okolje, Sveti Primož na Pohorju. Tukaj potem, kaj še moram tu omeniti, ministranti, dobro, bralci se kar odzivajo, vsega je nekaj. Torej, obče življenje nekako poteka, pač ne smem preveč hvaliti, kritizirati pa tudi ni preveč kaj, ker mislim, da je kar dobro.
Hvala Bogu, ne? Slomško smo postavili tudi oltar, čeprav se je kar prelevil oltar najdenja Svetega križa v Slomškovega. Namreč v župnišču je bila shranjena in na častnem mestu je visela slika blaženega Antona Martina Slomška, ki je narisal domači slikar Oskar von Pistor. To je bil zadnji lastnik Vuzeniškega gradu, dunajski akademski slikar, ki se je poročil tukaj z domačinko v 90. letih 19. stoletja in je takrat potem se oče sprijaznil s tem, da bo on pač tukaj in mu je kupil razpadajoči grad, kjer je renesančni del še bil za bivanje primeren. Njegovi potomci so še zdaj med nami. Tako skromno v revščini je družina živela, on pa poučeval tudi v Münchnu, je imel svojo šolo, bil je fantastičen portretist. Njegove oči so take, da bi rekel skoraj spregovori, ne? Spregovori. Slika pa je narejena po tisti zadnji Slomškovi fotografiji, edini Slomškovi fotografiji, ki je ohranjena, torej se pravi v zadnjem letu njegovega življenja, ko je bil že bolan, zato je na vseh podobitvah Slomšek pretežno tak polotožen, ker je bil že pa resen, ker je bil že krepko bolan, fotografiral se je pa na Dunaju, ko je potoval preko Nemčije in Francije v Rim k papežu, ker je v severni Italiji bila vojna. Toliko morda o tem. Hvala lepa. Slomškova soba se imenuje pravzaprav velika konferenčna dvorana, iz časa okrog 1600 je tramovni strop in ta strop je 1653. leta poslikal neznani potujoči slikar. Predstavlja edinstveno dediščino, živi slikovni leksikon tistega časa, za nekatere motive skoraj edini izvor, kako je izgledal kakšen predmet, vsebuje, torej 72 kvadratnih metrov malo čez in pa 530 figurc. To je največja v Srednji Evropi znana površina te vrste, nikjer drugje nismo našli ali pa strokovnjaki niso odkrili kaj sličnega. Vsebuje pa vse, kar si lahko zamislil, veliko ima tudi zelo lepih modrosti, recimo tak preprost Audi videt, tace, si vis, vivere in pace, poslušaj, glej pa tiho, bodi, če hočeš živeti v miru. Še bolj kapitalen, bolj kvalitetni je pa ta pregovor, ki pravi debemus semper optare optima, cogitare difficilima, fere quecunque erunt. Torej, vedno moramo želeti najboljše, misliti najtežje, nositi kar bo. Dva sta nemška, eden od njih je Hinge die Zeit, herkom der toto mensch to gut und fürchte Gott. Tja gre čas, sem pride smrt, človek dela dobro in Boga se boj, spoštljivost ni strah, da bi razžalil ljubezen, za to gre. Ali pa še večjih je takih lepih pregovorov, pa spodbudnih prizorov. Ta prizorček zgoraj je ravno najstarejša slovenska znana upodobitev kmečke neveste. Grofovske so se dale naslikati, da je pa kmečka upodobljena v noši, to pa je redkost, venček drži. In še mnogi drugi lepi prizori. Nahajamo se v Slomškovi sobi, sedaj bomo gospoda nadžupnika Ernesta prosili, da nam na kratko tole Slomškovo sobo tudi opiše. Ja, to Slomškova soba so pravzaprav 3 prostori. V prvih 2, tukaj, ki sta na manjši sobi, skoraj 6x6, ampak tam, v kateri smo zdaj, je soba na skali, spodaj je živa skala, to tista, ki je povezana s samim pohorsko osnovo, ampak ti 2 sobi skupaj povezani sta tudi prostora, kjer je živel in delal Anton Martin Slomšek. Malo igrivo smo jo poimenovali zdaj rojstna hiša Blažeka in Nežice. Zato, ker je zagotovo v teh prostorih tudi pisal ta znani učbenik Blažej Nežica v nedeljski šoli. Prvi prostor, v katerem smo, prikazuje nekaj stavbne dediščine, ki je za Slomškom ostala tukaj. Valnerjevo kapelo spominjamo Dobrotniku, ki je zapustil cerkvi župniji dediščino kot ustanovo
da so dobili priboljški učitelj, zdravnik, revni šolski otroci in mašna ustanova. Potem ta del župnišča s podhodom, tunelom, ki ga je zgradil 1841, ga je on organiziral vse. On je bil neučakan, pa dosegel tudi, da so zgradili in potem dosegli tudi pohvalno. Kajti kaplanija, ki je bila prej, je bila podirajoča se zgradba kot stolp, spodaj, kjer je sedaj vrt, in on je potem tako ambiciozno zasnoval, da bo dvorišče kot grajsko, atrijsko dvorišče. In to je tudi nastalo. To so tudi najlepši prostori, kjer še danes prebivamo, torej ta stavba, ta del. Potem je okrog cerkve do takrat bilo pokopališče. On je poskrbel, da je pokopališče bilo predstavljeno na novo lokacijo, zdaj je vmes prišla železnica med župniščem in pokopališče, ampak staro pokopališče še stoji, že 3. desetletje, pa se nič ne pokopava na njem, ampak pri vhodu je ostal napis v bohoričici: tu sem pride naša hoja. Zdaj nekoliko predelana, nove, malo po svoje napisano, ni dobesi prava kopija, ampak ta staro imamo tu na fotografiji. In še posebej je s Slomškom povezana župnija Sveti Primož, ki je župnija. Bila je takrat duhovnija, ki je že imela svojega kurata po jožefinski reformi, ampak se ni prijelo. Pogoji so bili nemogoči in kurata ni bilo več. Slomšek je videl, da je teh 700 ljudi, ki gravitira tam gor k tistemu mali cerkvici, začeli so že novo graditi, pa niso dokončali. In je potem se potrudil, dobil je odgovor, pogoj, da postavite župnišče. Prej je stanoval kar pri kmetu Perušu, akurat. In je tudi dosegel 1843, torej 5 let po njegovem prihodu sem, so že blagoslovili to župnišče. Danes je to lepša stavba kot na tej fotografiji, ki je že 8 let stara. In to župnišče je trdna zgradba, zdaj služi kot dom za mladino, za oratorij, za počitnice, za birmance, za razne skupine mladih, predvsem v počitnicah je to zelo živo, skavtska druženja so tam tista obvezna in tako dalje. Torej, ta župnija Sveti Primož dejansko ima zasluge. Cerkev so dokončali in jo posvetili leta 1844. Tudi pesem je v kroniki ohranjena med planinami, visoko bela cerkvica stoji, kakor so jo s pridno roko pohorci pozidali. Sveti Primož tam stanuje, da je cerkvica patron, in Gorjancem oznanjuje Božjo čast, prijazen zvon. Dolgo let je cerkva stala, že prej se gradili, z višjega predstavljena, farna cerkev sicer zbrana, pa ni posvečena bila. In tako naprej, takrat, ko se je posvetili. Če dovolite, bi samo še eno vprašanje. Naši gledalci, ki so zelo pridni, pa mi tudi zelo lepo pišejo, so mi pravzaprav tudi v tej elektronski pošti napisali, da je to kraj, ki je kot, ko smo tudi oddajo delali na temo Slomška, kjer je tudi na krščanskih strežnikov RKC, kot da je to kraj, ki je v nebesih podoben. Vozenica, Svet Primož? Svet Primož. Sveti Primož. Ja. Upam, da ni preveč pretirano, ampak nekaj bo že držalo. Gotovo je pretiravanje. Gor je skromnost. Gor je tudi zdaj zelo upadlo število prebivalstva. Imamo pa eno krasno oltarno skupnost. Dobivamo se pri maši vsako nedeljo, redno. Tudi veliko jih je, ki od spodaj gor prihajajo, ker je bolj pozna maša, pa lepa cesta. Teh 8-9 km ni problem. Potem pa odlične pevce. Tudi so bili odlični župniki pozneje. Dolinar, na primer, je bil en tak župnik, ki je pred plebiscito pribežal s Koroške, ampak je bil odličen duhovnik in je povezal mnoge lepe stvari. Predvsem gospodinjo tako vzgojil, ko je bila pravi duhovni poklic, ki je že potem do leta 1988 zdrževala župnišče. Potem organistinjo, ki je 99. leta skoraj šla v nebesa, rečemo, ker se je do zadnjim naporom potrudila, da je odigrala mašo, so pevci peli, ko so pevci odšli, je ona pospravljala note in za orglami umrla.
smo potem, kje hodi, ni jaz, sem vprašal, smo jo potem našli, mrtvo za orglami. Tako, takšni dogodki so povezani s Svetim Primožem, pa tu sicer je veliko dobrega, tam gor, obenem pa tudi veliko revščine ali boljše reči skromnosti. Skromnosti, nekaj tudi pristnega oboštva, ko niso navezani nekaj več, eni pa jokajo, zato da bi imeli več. To je vedno tako. Še vedno smo v tej Slomškovi sobi. Je pravzaprav Blaženj Anton Slomšek lahko mladim vzor. Večinokrat javno, da mladi niso v redu, ampak jaz menim, da v tistem korenu so mladi vedno dobri, ampak starejši velikokrat ne znamo dati tistega pravega vzora, oziroma težje vodimo. Kaj menite vi? Jaz mislim, da je tak, skupnost je popolna, če so eni in drugi in tretji in četrti, ne? Se pravi vse generacije. Res se danes malo čuti ta preskok, da ena generacija potem ne dobi več stika starejšo in starejšo z mlajšo. Ampak Slomšek je vsem srcem delal za mladino, tudi sam dosledno deloval, se trudil, veliko je skozi dal v otroštvu, v mladosti, se vemo, ampak je bil vzorno učenec nedeljske šole, vzorno dijak, sam se je oskrboval in je pravzaprav zavetnik tistih tudi nekaterih danes, ki jih poznamo, ki so taki, ki s pridnostjo svojih rok skrbijo za svoje šolanje. Vidi se tudi, kako se je zavzel za šolstvo potem, ker nazadnje Slomšek tudi eden od utemeljiteljev slovenskega šolstva. Marija Terezija je zaukazala nemško, ne? Slovenskega šolstva, in ker so bile slovenske šole samo v krajih, kjer ni bilo trivialne redne šole, kot nedeljske šole, se je on zavezal, da bo napisal učbenik za drugi letnik nedeljske šole Blažej Ježica v nedeljski šoli. To je pa knjižica, ki je bila zlata knjižica, neverjetno so jo cenili in tako odlično poučuje mladega človeka, kmečkega, to so kmečki bili, ne? O vsem, kar bi potreboval, da bo lahko dobro pa pošteno živel. Dobro, pošteno. So me vprašali, koliko je pa tu verouka? Ja, je, ampak je na podlagi izkustva. Ko so nesli k krstu, piše krst, ne razloži krst. Ko so šli k spovedi, razloži to. Ko je prišel advent, razloži advent. Ko so praznovali Božič, razloži Božič, na kratko. Ampak veliko prostora pa posveti zdravemu življenju, varstvo pred boleznimi, pred nesrečami, prve pomoči, zdravilstvo tudi take, da smiš se kakšnemu na svetu, pa vsi držijo. 2-3 sodobna medicina ne priznava, vse drugo pa drži. Bil je izredno razgledan tudi na zdravilstvo, na področju zdravstva. Pa še mnoge druge stvari, pa njegovo širino bo mogoče podal tale uvod, ki ga je napisal kot vozeniški fajmošter v prvo izdajo. Ga lahko preberem? Kar izvolite za naše gledalce. Tako je luška, v Bohoričici napisan, če ga bo kdo hotel gledati, jaz ga bom držal tak zraven, mogoče se bo videl. Se bo videl? Ja, kar lepo se vidi, ja. Nagovarja mladega, čuješ, preljubi moj, boš bral, kar sta se Blažej in Nežica v šoli učila. Beri, štej in poskušaj. Koliko toliko se prijelo in naveselilo te bo tudi kaj znati. Hočeš ti druge učiti, no bolj modr biti, ko skrben učitelj in opriden gospod kaplan, ki sta v šoli učila, ti ne branim. Uči, kakor rad, naj le dobro seme na dobro zemljo pade, imej v si rokah sevko ali sevalnik. Po setvi mora sonce sijati, da se da lepo orati. Tudi pri nauki bodi vesel, dobre volje, kar je prav. Povedal sem ti torej mnogotero za smeh. Ne tudi setvo pohleven dežek pomoči se bo hitro ozelenila. Rodovitni dež na razložen nauk so solze izginjenega srca. Mislim, da bi te tudi vmes posilile. Je tebi preveč, kar se v bukvicah uči. Zogni se. Je premalo. Pa dodaj, veš, da po svetu vse vage, tehnice enako ne vlečejo, tudi vse ure ravno ne tečejo, vsakemu vse po glavi biti ne more. Ne tebi nauk dopade, reci, bodi Bog hvalen. Ako ne, pa ti popravi in bom jaz Boga zahvalil.
večji časti Božji, naši predragi mladini pa v izveličenju, naj se vse zgodi. To želi prijatelj tvoj, Anton Slomšek, vozeniški Fajmošter. Zelo lepo. Tako. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, preden se poslovimo, še bomo gospoda nadžupnika Ernesta prosili, da nam poda kakšen nasvet, misel, povabilo. Moram povedati, da je bilo lepo, da je povedal veliko dobrega, plemenitega, pa mu kar predajam še besedo za zaključek. Prosim. Ja, ob slovesu lep pozdrav, pa prav lep advent, snimamo na začetku adventa. Obenem, da je veliko povedanega, ja, ampak smo kljub temu drobec, lahko rekli tukaj, malenkost. Veliko več boste še doživeli, če se boste vživljali v Slomška. Pa vam želim predvsem, da bi advent bil lepo doživeti, da bi ga vzeli resno. Veste kaj, se ne vemo, ne dneva, ne ure. Hingel je Zeit gekommen, der Tod und Mensch tu gut und fürchte Gott. Človek dela dobro in boji se Boga. Torej gre za našo resnično medsebojno ljubezen. Ta pa zahteva tudi marsikaj od nas, ampak veliko, veliko več pa dobimo. Naj dobijo vsi tisti, s katerimi se boste srečevali v teh praznikih, več, kot si vi sami želite. Torej, izpraznimo svoje želje, svoje hotenje, da nas lahko Bog napolni s takim odnosom do vseh, ki ga On hoče, ne mi. Bi rekel, da reši na koncu amen, ker je kot pridiga. Lep pozdrav vsem, vse dobro. Hvala lepa za pogovor in Bog vam povrni za vse. Zahvaljujem se gospodu nadžupniku Ernestu za sodelovanje v oddaji Pot po Kati, Bokloni. Hvala tudi, da ste si vzeli čas. Ob tej priložnosti so me naši gledalci prosili, da bi se želeli osebno zahvaliti gospodu nadžupniku Ernestu za njegov trud v župniji, pastoralno dejavnost. Ja, tudi otroci ga imajo zelo radi. Morda vam, dragi gospod Ernest, ne znajo pokazati, da vas cenimo, spoštujemo in imamo radi. Morda je to priložnost, da se to javno pove. In to pravzaprav sedaj izkoriščam. Bog daj, da bi imeli še več sodelavcev. Ponosni smo, da smo v župniji, kjer je služboval škof Slomšek. Sklenil bi z gospod nadžupnik Ernest, da ste pravi Jezusov duhovnik in naj vam bo Bog povrne v večnosti za več trud, ki nam ga dajete. Tako se pravzaprav glasi povzetek določenih pisem. Dragi prijatelji pred televizijskimi ekrani, zahvaljujem se vam za pozornost in kličem z Bogom do naslednjega snidenja v naši in vaši oddaji Pot poti. Nasvidenje in z Bogom.
ti